Temeljne vrednote, na kateri sloni nov zakon, so svoboda izražanja, pravica do celovite in kakovostne obveščenosti, spodbujanje pluralnosti medijev in varovanje uredniške avtonomije. Uvaja se medijski razvid, v katerem bodo dostopne in pregledne aktualne informacije o lastništvu in financiranju medijev. Z novim postopkom, ki se prestavlja na AKOS, pa se bo varovala pluralnost medijev in uredniška neodvisnost. Novi zakon prvič jasno ločuje medije in vplivneže. S tem pa se razlikuje tudi med njihovimi dolžnosti in pravicami. In za vplivneže se določa upoštevanje zgolj osnovnih komunikacijskih standardov, to je jasno označevanje oglasov, zaščito otrok in prepoved spodbujanja nestrpnosti in terorizma. Želim vam argumentirano razpravo temelječo na dejstvih. Tudi sprememba programskega dela na javni RTV priča, da so gledalci in poslušalci samo še plačniki višjih položnic in ne več kreatorji vsebin. Kdo v imenu svobode jemlje to svobodo? Ustava Republike Slovenije v 39. členu določa, da je zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja, v kar sam predlog tega zakona grobo posega. Kaj bo sledilo v prihodnje? Današnji zakon bo zagotovo še zategnil svobodo in imeli boste nadzor nad vsem. Ena od temeljnih pomanjkljivosti zakona je opredelitev medijev kot storitve. Predlog zakona regulira kanale, tehnološka sredstva in akterje, od novinarjev do vplivnežev, ne pa storitve kot take. Glede financiranja pa dr. Verčič zaključi. Zdi se, da je predlog zakona napisan zaradi prijateljskega deljenja denarjem našim medijem in nagajanja njihovim. Preiskovalno.si. In navajam. Gre za predlog zakona, ki so ga prav tako raztrgali strokovnjaki. Vlada in njeni aktivisti pa želijo prikazati, da zakone trgajo desni. Tako tudi neodvisne strokovnjake in medije etiketirajo in diskreditirajo. Ministrica Asta Vrečko je populistična, ko kar na javni televiziji pripoveduje, da gre za politično zaroto pri novem medijskem predlogu in da zakon sesuvajo desni. Ne, zakon je slab. Zakon uvaja cenzuro skozi ekonomske pritiske. Gre za ustrahovanje tudi neodvisnih medijev, omejevanje pluralnosti ter demokratični deficit. Ko doslej bomo brali hvalospeve predstavljeni zakonodaji, blatili pa bodo politične nasprotnike in kritične novinarje. Če nam vzamejo svobodo govora, nas lahko neme in tihe kot ovce odpeljejo v zakol. In o tem govori ta zakon. Hvala lepa za besedo. Ne bom naslavljal vseh teh nebuloz, ki smo jih zdaj slišali. Bom pa mogoče naslovil, različna strokovna mnenja so bila o zakonu in so pač posledica različnih vrednot, interesov in interpretacij. Zakaj ta zakon potrebujemo? Večja preglednost medijskega lastništva. Uvajajo se jasna pravila glede državnega financiranja medijev. Uvaja se zaščita pred monopolizacijo medijskega prostora in usklajuje se zakonodaja z evropskimi standardi. Državljani imajo pravico vedeti, kdo nadzoruje medije in kakšne interese zastopajo ti mediji. In z novim registrom medijev se preprečuje skrite vplive kapitala in politike. Gre zgolj za zagotavljanje večne transparentnosti, kar pa dolgoročno korist vsem ustvarjalcem digitalnih vsebin. In še zadnji zakon odpira vrata političnemu nadzoru, prav nasprotno, zakon zapira vrata političnim zlorabam. Sedaj ponovno dajemo vso regulacijo, ves nadzor na AKOS, ki je bil že do zdaj neučinkovit. Da bo kar AKOS sam določil metodologijo presoje koncentracije, s katero bo določil elemente pomembne za presojo koncentracije. Metodologija mora biti jasno določena in predpisana z zakonom. Vi se v zakonu ukvarjate s tem, kako se bo en novinar podpisal, tole, ki je pa res pomembno, bo pa kar AKOS naredil sam. Oprostite, jaz ne verjamem, da bo AKOS naredil to tako, kot je treba. Zakon tudi ne definira natančno razliko med sovražnim, neprimernim in neprijetnim govorom. Svet gre v drugo smer, ukinja regulacijo in tako naprej, mi pa
te stvari samo še bolj zapiramo. Koncept sovražnega govora, razpihovanja sovraštva, nasilja, nestrpnosti že v pravnem redu poznamo in zagotovo pri uvajanju tega tudi znotraj medijske krajine, torej da bo to po novem prekršek, ki se bo kaznoval z denarno kaznijo. Ne gre za uvajanje nekega novega koncepta, ki ga sodišča že sedaj ne bi poznala. Definitivno sovražni govor nima nič skupnega s cenzuro. Cenzura je pač nekaj povsem drugega. Kolegica je očitala Ukom in pač takratnega direktorja Uroša Urbanijo. Mislim, to je pa prav bizarno ob dejstvu, da je direktorica Ukoma danes Petra Bezjak Cerman, žena Primoža Cermana s portala Necenzurirano, ki ga je še pred volitvami financiral GEN-I, ko je bila tam še gospa Vesna Vuković, ki je bila nekdanja generalna sekretarka te vlade, zdaj sicer očitno že vržena čez ramo oziroma nekje druge. In na portalu Necenzurirano je tudi Tomaž Modic, ki je danes svetovalec gospe Tamare Vonta v njeni preiskovalni komisiji. Postopkovno ima kolegica Nataša Sukič, bi pa samo tako jo opozorila, da seveda... Jaz predlagam, da kolegici izrečete prvi opomin v vrsti, kajti kršila je repliko, ker to ni bila čista replika, bila je hibrid med repliko in neko razpravo. Tako da, gledajte, spoštovana kolegica, če ste izčrpala svojo razpravo in niste uspela vsega povedati, ne izkoriščate replik, zato razumem, da je polje interpretacij široko in da lahko zdaj le telovadite po mili volji glede tega medijskega zakona. Kot rečeno, nekaj malega ste replicirala, ampak dajte zato, da bo red v hiši, izreči opomin. Hvala lepa. In kako je definiran vplivnež, ni kar vsakdo, ki piše, ampak seveda je tudi tukaj ekonomski interes. In res je, svoboda govora je temelj demokracije. In zato potrebujemo informirano javno razpravo in potrebujemo verodostojne medije. In člen je 53. Že v samem stališču poslanske skupine, pa potem v razpravah, ste govorili o tem členu glede prepovedi spodbujanja nasilja ali sovraštva in ščuvanja k storitvi terorističnih kaznivih dejanj. V resoluciji je sovražni govor Svet Evrope opredelil kot vsako izražanje, ki širi, spodbuja ali upravičuje sovraštvo do tujcev, antisemitizem in seveda to, kar tudi piše potem naprej v zakonu. SDS je bila na vladi trikrat. Trikrat je imela resor kulture v svojih rokah. Dvakrat pod ministrom dr. Simonitijem, enkrat pa ga je ukinila in pripojila izobraževanju in s tem seveda tudi samostojno ministrstvo za kulturo, kar je bil tudi prvovrsten škandal. In v tem času so se tudi sprejemali spremembe, tudi na področju koncentracije. To, kako boste delili denar, ni moja definicija. O tem govori gospod Verčič, o tem govori gospod Milosavljević. Jaz sem samo citirala gospode, ki so rekli, zdi se, da je predlog napisan z namenom prijateljskega deljenja denarja našim medijem in nagajanja njihovim. Sam osebno mislim, da poslanske imunitete nimamo zato, da lahko lažemo, pač pa zato, da nam ni treba lagati. In vkolikor bo takšen zakon sprejet, je že danes napovedujem, da bo najverjetneje odšel v ustavno presojo. Spisek popravkov so nam danes že poslali iz Društva novinarjev Slovenije, kjer pravijo, da jih niste upoštevali, ko ste ta zakon v največji možni naglici na dopisni seji sprejemali na Silvestrovo. Kar pravzaprav priča o tem, da vladajoči medijev v bistvu nimate za neke odgovorne, avtonomne partnerje v družbenih procesih, ampak za neko potencialno nevarnost, ki jo je treba z neštetimi zapovedmi, prepovedmi uskladiti z vladnimi namerami in njihovimi predvolilnimi ambicijami. Zakon seveda ne preprečuje znanega slovenskega primera, v katerega bi že po veljavni zakonodaji moral poseči vsak resen regulator, ker zakoni ne veljajo retroaktivno. In ker ta primer medijske hobotnice znane pod imenom Odlaskovi mediji
zvesto služi potrebam vladajočih tudi tako, da se koga od njih tam zaposli. Določitev, da bo o medijskem lastništvu v celoti odločal AKOS, predlagatelj pojasnjuje sledenjem smernicam Evropske unije, čež da morajo države presojo medijske pluralnosti prepustiti od vlade neodvisnim organom. Toda ali je AKOS taka neodvisna institucija? Ni, ker ga v celoti imenuje vlada. Ker ko se desnica skriva na čelu stranko SDS, seveda za tako imenovano svobodo govora, o kateri danes tukaj poslušamo cele litanije, konkreten primer, da bo malo bolj konkretna, ne tako abstraktna, ne, ker vi ste ves čas v nekih abstrakcijah, govorite, kako je ogrožena demokracija, kakšna cenzura bo gor in dol, pa nič konkretnega ne slišimo. Tovarna sovraštva se reče tistim ključnim nosilnim stebrnim medijem v orbiti stranke SDS na čelu z Nova 24 TV in pa z Demokracijo, pa ostalimi raznimi e-portali, ki rastejo kot gobe po dežju. Raziskovalni novinarji so recimo dokazali povezave med ameriškimi neonacističnimi portali in vsebinami na portalih demokracija.si in Nova24tv.si. Taki primeri, ki sem vam jih naštela, da je popolnoma jasno, da gre za sovražen govor. Tukaj ni dilem in o tem govorimo, da se tudi teh, takrat, ko ni dilem, do zdaj seveda pod Grimsovo zakonodajo medijsko ni ukrepalo in se je veselo dalje to dogajalo. Tisti člen, 9. člen ZAVMS, lahko gospa Dimic, vidim, da gledate, hitro pogledate, ste ga sprejeli, je identičen, kot je 53. člen v tem zakonu. Takrat ni bil nihče od vas proti. 7.3.4.1. Ključne dejavnosti, ukrepi. Prenoviti je treba tudi določbe o prepovedi spodbujanja neenakopravnosti in nestrpnosti ter sovraštva v ZMed in ZAVMS. Takrat ni bilo ene samega stavka izrečenega proti tem odstavku. Če se bojite, da boste vi oglobljeni, ne gre se za to. Sami dobro veste, zakaj gre. Gre za spodbujanje ali nasilja sovraštva. In tega pa upam, da nihče tukaj ne počne. Ne nasedajte. Ta zakon za nasprotnike te vladi. Je cenzura za nasprotnike inštitutu 8. marec. Je cenzura za Niko Kovač in pravzaprav ne cenzura za Niko Kovač, to je omogočanje svobode govora Niko Kovač in cenzura za vse, ki bodo kritični v naslednjih tednih, mesecih pred volitvami, ko bo opozicija svarila na napake aktualne vlade, z dokazi prikazovala, kako je vlada zapravljala denar in kako bo tik pred volitvami kadrirala. Ta zakon je navaden zmazek, je navaden PR sporočilo inštituta 8. marec. Danes smo izvedeli stališča Levice, da je glavno, torej 53. člen zakona, oblikoval strateški svet za preprečevanje tako imenovanega sovražnega govora, inštitut 8. marec oziroma Simon Maljevac. Vidim, da ne ločite niti med politično satiro in sovražnim govorom, kaj šele svobodo govora in sovražnim govorom, tako da tukaj na tem mestu se vam opravičujem, ker sem prizadela vaša čustva. Drugo pa je, da prosim predsedujočega, da ga opomni, ne vem, kako boste dal opomin ali ga samo opomnil. V prejšnjem mandatu pač Levica, poslanci Levice nismo bili neka horda krdelov, vandalov, ki so množično uničevali družbeno lastnino. Če to leti na nekdanjo poslanko Violeto Tomić, je to ena stvar, ne pa govorite o množini, menda se toliko ločite po upravljanjem šolanju med ednino, dvojino in množino. Hvala lepa. Vas direktno vprašam, če bo srbska turbo folk pevka Ceca posnela album, pa naj gre za studijski album, naj gre za neki live album, če ga bo posnela v studiu v Sloveniji, bo to slovenska glasba, bo potem Ceca označena kot slovenska pevka. Zato vas pa res prosim za jasni odgovor. Hvala, spoštovana ministrica. Žanje plakata, več tisoč jih je bilo tukaj pred parlamentom, smrt janšizmu, svoboda narodu, razpihovanje sovraštva preko javnih občil, Facebook uživo prenašano, gospod Jaša Jenull, samozaposlen v kulturi, kateremu ste zdaj dvignili plače, ali je to spodbujanje sovraštva ali ne? Enostavno vprašanje. Še enkrat, upam, da zadnjič, čeprav dvomim, 53. člen ureja medije.
ne osebe, ne samozaposlene medije. Prenašanje o dogodku pa ni seveda spodbujanje sovraštva, ampak je poročanje. Glede glasbe pa sem že večkrat omenila, da je to edini način, da mi potegnemo vso glasbo noter slovensko. Imamo pa glasbene urednike, ki absolutno presojajo to, kaj pač glasba slovenska je, kaj ni, kaj je tista kvaliteta in kaj tudi seveda ustreza poslušalcem in poslušalkam. Predlog zakona o medijih je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in poslancev, za je glasovalo 46, proti 28. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Ker je sklep sprejet, bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za kulturo kot matičnemu delovnemu telesu.